Pred nekaj minutami se je končala 14. redna skupščina delničarjev Mercatorja in danes smo bi radi neposredno seznanili s tem, o čem je skupščina odločila. Skupščina delničarjev je potrdila vse predlagane predloge sklepov strani nadzornega sveta in uprave z izjemo enega predloga, ki se nanaša na nadomestnega člana nadzornega sveta. Tega sklepa, tako kot na predlaganih dveh preteklih skupščinah, tudi danes skupščina ni potrdila, glasovalo pa se je o 4 različnih kandidatih. Sicer pa je skupščina potrdila uporabo bilančnega dobička in sicer bo družba Mercator izplačala 4,25 evra bruto dividende na delnico, podprla je uvedbo udeležbe zaposlenih v dobičku družbe, podelila razrešnico nadzornemu svetu in upravi in imenovala tudi revizijsko hišo KPMG Slovenija za revizorja družbe za leto 2008. Ker nekateri večji delničarji zaradi sklepov in odločb Urada za varstvo konkurence in zakonskih določil niso bili upravičeni glasovati na današnji skupščini, je danes na skupščini sodelovalo le 28% celotnega kapitala. Toliko na kratko o skupščini. Danes se je sestal tudi nadzorni svet družbe, ki je obravnaval polletne rezultate skupine Mercator in družbe Mercator v letošnjem letu. Te pa smo predstavili tudi delničarjem po zaključku skupščine. Skupina Mercator je kljub težkim razmeram v prvi polovici letošnjega leta poslovala uspešno. Čisti prihodki so dosegli skoraj 1,3 milijarde evrov, kar predstavlja več kot 14% rast glede na enako obdobje preteklega leta. Čisti dobiček pa se je povečal za približno 5% in presega 22 milijonov evrov. Ob tem velja poudariti, da je visoka rast prihodkov in izboljšanje poslovne uspešnosti v pretežni meri posledica uspešnega poslovanja Mercatorja izven Slovenije. Prihodki Mercatorja izven Slovenije so zrasli za skoraj 40%, hkrati pa se je pomembno izboljšal tudi poslovni rezultat. V Sloveniji pa se je zaradi negativnih učinkov inflacije in razmer na globalnih finančnih trgih poslovni rezultat družbe Mercator nekoliko poslabšal in sicer se je čisti dobiček znižal za 4% glede na enako obdobje lanskega leta. Družba Mercator pa je dosegla dobrih 5% rasti. Negativno je na poslovanje družbe Mercator v Sloveniji so vplivali dejavniki povezani z inflacijo in z razmerami na finančnih trgih, med temi pa velja poudariti 4. Na prvem mestu pomembne spremembe v strukturi in obsegu potrošnje, do katerih je prišlo zaradi dvigov cen hrane in drugih izdelkov. Drugič, prihaja do zniževanja marž zaradi številnih trženjskih aktivnosti in akcij, ki jih je Mercator uvedel, zato da bi podražitve omilil za svoje potrošnike. Tretjič, imamo velike stroškovne pritiske na področju energentov, transportnih storitev in storitev na splošno. In četrtič, stroški financiranja rastejo na eni strani zaradi povečanja izhodiščnih obrestnih mer zaradi inflacije, na drugi strani pa zaradi pritiskov na obrestne marže zaradi globalne finančne krize. Pozitivno pa smo poskušali kompenzirati te negativne učinke, predvsem za ukrepi za stroškovno racionalizacijo, za povečevanje produktivnosti in seveda za zagotavljanje čim bolj ugodne ponudbe za naše potrošnike. Ocenjujemo, da bodo pogoji poslovanja v drugi polovici leta za trgovino zaradi omenjenih negativnih učinkov inflacije težavni in zahtevni, ne samo v Sloveniji, ampak na vseh trgih, kjer poslujemo. Zato bomo tudi v drugi polovici leta usmerili vse naše aktivnosti na eni strani na povečevanje konkurenčnosti naše ponudbe za potrošnike, na drugi strani pa v povečevanju učinkovitosti našega delovanja.